Še enkrat vas lepo pozdravljam na naši poletni muzejski noči, ki se upada z najdaljšim dnevom v letu. Skupnost muzejev Slovenije prireja to muzejsko noč že 23, se pravi 82 muzejev v celi Sloveniji, tako da mogoče ste celo že odkot prišli, ali da sodeluje v tej akciji. Vse skupaj bo več kot 300 dogodkov, 170 prizorišč, tako da res eno pestro dogajanje. Jaz sem pa zelo vesela, da nadaljujemo z našo Brežičanko, Mojco Milavec, ki je tudi v sklop tega festivala dodala eno svojo idejo. Kot rečeno, še enkrat opravičujem Tajdo Tomšič v živo, ampak bomo imeli, ste se z Mojco pogovarjali v tem prostoru. Bomo pa potem, ko zaključimo, imeli približno pol ure časa za uživanje v vinčku in pogostitvi. Imamo danes našo podpornico za festival Vinsko klet in repnico Najder. Aljoška je še tukaj. Ja, hvala lepa, Aljoška nas vedno podpira. Veste pa, da imajo odlično vino, odlično repnico in zdaj pa je to v tvojih rokah. Mikrofon bomo uporabljali, ker boste najbolj lažje slišala, ne da? Ja, tako. To je zdaj samo pač vod. Delam. Lep dober večer in hvala za vaš današnji obisk. Alenka se je zdaj spremenila iz gostiteljice v gostjo. Poleg mene sedi še Lidija Pirc, ki je pesnica in bo kasneje predstavila svojo poezijo. Ideja za tale pogovor je nastala v bistvu iz ene moje iniciative, ki se imenuje Umetnost je ženskega spola. Poteka na internetu, v Facebook skupini in na občasnih dogodkih takole v živo. Nastala pa iz želje o tem, da ustvarim prostor za ženske, ki si želijo ustvarjati, ki si želijo o umetnosti se pogovarjati, ki se želijo pogovarjati o sebi in predvsem razvijati svojo kreativnost. Začele smo med korono, seveda čas je bil pravi, da se nekaj takega začne, naredile 9 ciklov pogovorov o umetnosti in zdaj po 9 ciklih se je rodilo nekaj novega, to pa so pogovori z umetnicami. In tako je bila to tudi ideja, da v te pogovore vključim tudi Tajdo. Ta pogovor bo danes potekal na malce unikaten, poseben način, kar je Tajda, kot je Alenka že povedala, v Švici. Današnji večer je poseben je zato, ker je na današnji večer tudi kresna noč, se pravi kresni dan, kresna noč, ki se je zelo lepo začel z ljudskimi pesmimi, pa bi jaz naredila zdaj kar ta most tule sem na to stran. Če imate slučajno praprotno seme v žepu, ne samo, da boste razumeli, kaj govorijo živali, ali pa če vam povem tako v jungovskem smislu, da boste razumeli svoje instinkte, ampak bomo mogoče tisto, kar je danes predvsem potrebno, boljše slišali tudi eden drugega. Da pa bi slišali boljše eden drugega, moramo zelo dobro slišati sebe in pri temu nam umetnost lahko zelo lepo pomaga. Zdaj pa kar prvo vprašanje, Alenka, ki bi ga sicer namenila Tajdi, ampak mislim, da si ti tista, ki bo znala to najboljše razložiti, glede na to, da si zraven od začetka nastajanja razstave, ki je nastajala zelo dolgo časa z namenom, zadnji čas za zgodbe. Kako ga lahko beremo? Misliš, da je zadnji čas za zgodbe, se pravi, si pripovedujemo zadnje zgodbe v času, ki nam jih jemlje, ali je tisti zadnji čas za zgodbe, zadnji čas, da se jih začnemo spet pripovedovati? Jaz mislim, da je oboje. Čeprav jaz, ki sem pač sodelovala od vsega začetka, oziroma od trenutka, ko je Tajda prvič stopila v ta prostor je res nekaj posebnega. Ne govori tiste, ki vstopamo, pa ne govori tudi tiste, ki si želijo ga nekako sooblikovati. Tisti, ki ste malo starejši Brežičani, mogoče se spomnite teh velikih sodov,
ki so bili pod vsakim velbom in tukaj na sredini, kot tako zaznate, eno potko, seveda je bila ta pot med sodi. In med prenovo Viteške dvorane 2011 do 2012 je bilo potrebno vse to injektiranje, se pravi, če sem to bom povedala, se pravi, vse te pike, to so v bistvu ostanki injektiranja za statično stabilnost Viteške dvorane, celotnega tega vzhodnega dela gradu in nekako je ta dvorana brez sodov zdaj dobila en tak poseben značaj. In tudi Tajda je vstopila v ta prostor in je takoj navdušeno. Mislim, še skoraj, da nisem srečala koga, ki ne bi da ta prostor tudi navdušil. Sveda navdušuje Viteška dvorana, v katero bomo šli v 10, ampak ta pa ima eno svojo, ne vem, dušo, mogoče, če bomo vzeti to praporno seme. Tako da je bilo v bistvu na nek način zelo enostavno začeti razmišljati o tem, na drug način pa seveda gre za tudi kompleksen prostor, mi rečemo kamni, morajo noter ostati, luči imamo tako, kot imamo, tla ostanejo enaka, tako da v bistvu ob veliki svobodi je tudi kar nekaj omejitev. In Tajda Tomšič je mlada kiparka oziroma intermedijska umetnica in mislim, da je pač čisto normalno, da pri svojih letih se sprašuje, ima te zgodbe. Jaz sem mogoče bolj optimistična kot je ona, ker imam že nekaj za sabo in je dolgo iskala. Tam je eno sliko in ne vem, kolikrat preslikala. In vsakič, ko smo se dobile, smo rekli, res ni dobra, pa je že spet naredila. Tako da to je pač tisto, vse veste, ni tako enostavno na koncu priti do tega rezultata. Pa potem recimo še določeni materiali, se čutimo, da je vlaga, čutimo, da je ta specifičen prostor, tudi tehnološko je velik izziv je ta razstava. Hvala. 2 stvari si me spomnila zdaj, Če smo prej slišali mlado dekle, ki poje in je pevka govorila o nedolžnem dekletu in tako naprej, je Tajda skozi to postavitev pokazala pot in postaje, skozi katere ženska gre, ko se postavi v prostor, ko se postavlja v prostor, ko se postavi v prostor in pač seveda, ko jo zgrabi tok življenja in z njim teče naprej. In mogoče tudi skozi razstavo dozorela v zrelo žensko, ker ko sem jaz prvič videla to razstavo, sem bila presenečena nad zrelostjo. Vsaka stvar postavljena v ta prostor štima na več ravneh, na več plasteh, v več dimenzijah in šele potem sem videla, kako zelo mlada je ta umetnica. Skratka, zelo zrela osebnost, zelo zrela umetniška, tudi umetniška osebnost. Prostor pa deluje zelo zanimivo, tako kot zgornji prostor in Tajda je delala v dialogu z zgornjim prostorom, z slikarjem, ki je poslikal Viteško dvorano. Prav tako kot Viteška dvorana je ta Gesamtkunstwerk, kot celostna umetnina, ki gledalca prevzame, nanj deluje skozi prostor, skozi slikarstvo, skozi koncerte, ki se v njemu dogajajo, tak kot je tudi baročni čas bil, je tudi ta prostor celostno zaobjame obiskovalca. Kaj sem hotela, kaj je bilo naslednje vprašanje, zdaj sem malce zavila, ampak dala si mi fajn istočnico. Pomembna je zadeva, ki se mi zdi tudi zelo poleg prostora, ki deluje s svojimi stenami, na katere je Tajda in v prostor, v katerega je postavila svojo umetnost, je dialog. Tajda ima vedno, ta njena umetnost, Tajda je v dialogu sama s seboj, z svojimi notranjimi deli, z moškim delom, z ženskim delom in tako naprej. En del so te elipse, drug del je ta zelo fizično postavljena umetnost, so njene skulpture. Pa bi zdaj prosila za prvi del, ko nam Tajda razlaga, kaj so te ženske skulpture, poimenovala jih je hibridi in kaj hibridi pomenijo. Hibridi so zate zelo pomembni v tem smislu, da smo vedno nekako ujeti v stvari, katerih se ne moramo rešiti. Pejva zdaj po vrsti, pa te prosim, če na kratko razložiš zgodbo vsake od teh žensk, zgodbo vsake
od teh hibridk, če tako rečem, kaj so in zakaj so ti pomembni? Ja. Zajka so 3, pridružila se bo še ena. Ampak, če začnem z Meduso, ta z naslovom že pove svojo zgodbo, onda večina jo pozna. Pri njej sem želela pokazati eno mlado v bistvu dekle, ki se ni mogla upreti, da sem ji pogledala v gledalo in s tem tudi zapečatila nekaj svojo usodo in tudi instantno okamenjala in umrla. To je za mene zelo poetično, kad sem povezala to z nekim današnjim problemom, v bistvu družbenim problemom, tega, da se konstantno kot ženska moramo zavedati, moramo ukvarjati s svojim skladom. Ta naša družba je postavila lepotne standarde, ki so absolutno nedosegljivi in rekla, da je to tudi mogoče pod patriarhatom nekako zacvetelo, ampak že od nekdaj pa je bilo tudi to orodje proti ženskam za kontrolo naših teles in tudi za tudi za prodajo izdelkov, nešteto nekih krem in lepotnih posegov in tako dalje. In mislim, zame pač neki te lepotni pripomočki vse so lahko osvobodilni, v tem vidim veliko veselja, tudi sama nisem nekaj in skrbim za sebe in svoje telo in za svoj izgled in mi to pomeni veliko, ampak sem se tudi znašla sama v tej situaciji, kjer sem videla, da je to tudi postala ena omejitev, postala ena taka kletka, v kateri sem se znašla in pa pri opažanju zgodb drugih žensk okoli mene, tudi sem videla, da je to prav za velik problem. Taki prinazarja to neko v bistvu žalostni izid tega, ko ne moremo upreti temu, da ne bi skrbeli za to, kako je izgleda, da se ne bi zavedali tega, za neko stvar, ki nam družba pove, da je pomembna, da je naša glavna vrednota pri ženskah je radost in lepota. In ta neka grozna trpljenje, ki pride s tem v življenju lahko, če bo dovolimo, je lahko tudi naša odgovornost. V bistvu zloraba tega pojma lepota, tisto, kar je zares lepo, dejansko pomirja, prenaša harmonijo in tako naprej, ko pa pride do zlorabe pojma ali pa lepote kot take, grejo pa stvari v divjo smer. Kaj pa potem naslednja? Naslednja je Selena, ta predvsem spet svojo zgodbo že pove o tem, da je to pomemben glas. Se pravi, ženski glas kot orožje, ženski glas kot nekaj, kar je poguba, ženski glas kot nekaj, kar te ustvari morda v pošast. V mojem primeru se spet obračam na neke zgodbe mladih žensk, kjer je njihov glas jih to besedno ustvaril za vzorčenje in čeprav je še tako pomemben in tako nujen, je v današnji družbi ni sprejet. Ženski glasovi so dobrodošli le takrat, ko moškemu pojejo, nikoli pa takrat, ko v bistvu same sebe oznanjajo ali pojejo svoje pesmi zase. Celotna ta zgodba Sirene mi je že tako bila vedno zanimiva, iz kje je izvirala, zakaj so v njih te pesmi, teh lepih žensk, so bile pogube, mogoče tudi potem kasneje v filmih Femme Fatalke, zakaj je ta lepota, ta občarljivost, zakaj je to tako iz moške strani tako sovraženo na koncu, čeprav to pričakovano od vsake žene. Spet nekaj te notranje dileme, v bistvu, ki jih jaz doživljam in vidim, da jih doživljajo druge ženske, tiho govoriti ali molčati ali spet neka, bom rekla, poetična interpretacija tega problema. Kaj pa bojevnica? Bojevnica, ta je bila mnogi bili, ta recimo ni nekaj zgodbe z preteklosti, ampak vsi prepoznamo nekoga konkretno.
malo kot vidimo žensko v oklepu, ampak v tem primeru Nagovor je pa takojšen. Nagovor je takojšen, da poznamo oklep zaščito. In to je hibitka, ki sem si jo samo nekako izmislila, v bistvu pol rakovica, pol ženska. Ta pa je zame tako najbolj osebno, mislim, še najbolj taki, bom rekla, da vidim sebe in svoje prijateljice, ki jih pobrala v življenju, da smo kot nekaj na znotraj, da izgledamo tako. V bistvu ideja je bila, da ta bojevnica, ker se mora boriti v življenju konstantno, z vsemi temi problemi, ki sem jih že zdaj dovolj omenila, ustvari nek oklep, ki ga ne more sneti, tako kot rak, v bistvu si zavedno je to del tebe. In čeprav včasih bi ga rad snel, bi rad bil samo mehek in nežen in svoboden tega bremena, da se moraš vsak dan boriti. Ampak če se ne boriš, potem druga opcija je, da se vdaš in to se ne bo nikoli izkazati za dobro. Torej, ta neka konstantna borba, ki jo moramo imeti, je tukaj dobesedno vizualizirana z vijolico v tem svojem oklepu. Hvala. Hvala. Okay, zdaj smo spoznali 3 ekipe, mislim, da nastaja še 4., ki govori o hibridih in o ženskah na poseben način. Kot vidite, ta je zelo premišljujoča in njena umetnost nas pelje v razmišljanje o družbenem dogajanju in tako naprej. Ta ženski element, ženska prisotnost, ženski del te razstave je zelo fizičen. Pač skulpture, tenčice so obešane zelo visoko, slike so naslikane na zelo velike dimenzije. Alenka, eno vprašanje, sama se gibljem precej v polju terapije z umetnostjo, umetnosti kot terapije in tako naprej in lahko rečemo tudi, da umetnost zdravi. Kaj pa umetnost v galerijskem prostoru oziroma galerijski, muzejski prostor, a je skozi umetnost lahko zdravila? Kaj misliš? Če govorim tako sodobne muzeologije, recimo, se zelo veliko ukvarjamo s tem, da v bistvu to, kar naredimo v muzejih, v galerijah ima več pomenov. Eno je lahko seveda čista lepota, ali pa pač neko občudovanje, da je nekdo sposoben narediti tak kip ali pa tako sliko. Druga je pa to, kar si ti rekla, da v bistvu to ti v življenju nekaj pomeni, da nekaj spremeni, da ta obisk pomeni nekaj več, kot pa samo, mogoče imam pol ure ali pa 1 uro, ne vem, kaj bi počel, pa grem malo v muzej. Dobro, ne vem, če kdo kdaj tako naredi, mogoče gre v kino, če nima kaj početi, ampak se nekako postavljamo zdaj še bolj v to, da ne samo, da pripovedujemo neke zgodbe iz dediščine v preteklosti, za katere se res trudimo, da so resnične, ampak da jih pripovedujemo na ta način, da bi se dotaknile, da bi v bistvu spremenile. To ne pomeni zdaj tisto veliko spremembo, da boš tako kot danes. Danes pravijo, da pač moramo tako kot za novo leto lahko si neke nove zaobljube spremenimo, način življenja, recimo, da je danes ena taka noč, ki je mogoča. Ni nujno, da mora tako biti, ampak če te pa presune, če pa pač pusti neko sled, je pa to zagotovo tista kakovost življenja ali pa tisto, kar te lahko spremeni. Mogoče živimo v svetu, ko si vsi želijo, da bi res se tako vse zelo hitro obrnilo, en dan si pač, ne vem, nisi tako naklonjen nečemu in zdaj čez noč, ko si nekaj videl, boš popolnoma drugačen. Ne vem, ti imaš itak s tem več izkušenj, jaz jih nimam, ampak se mi zdi pa, da je vsak korak pomemben. Jaz recimo, danes sem se zanalašč oblekla v majico Baba Femina, ker sem bila v Bratislavi na enem pogovoru o kulturi, o tem, kako v bistvu vedno še imamo nekoga nad sabo, tam imajo zelo probleme z politiko in ministrstvom za kulturo. In sem potem šla v mestni muzej in je bila razstava o prvi feministki na Slovaškem.
kjer so recimo zelo zanimive te podobe, kako so jo žalili, tako da se mi zdelo primerno za danes. Ampak jaz nisem v tem stilu, jaz mislim, da je pač ta balans mogoč, da pa seveda ne samo umetnost, ampak vsa dediščina je tista, ki nas lahko spremeni in nam lahko tudi pač olepša kakovost življenja. Zdaj, to polje zdravilstva pa jaz, tisti, ki me poznate, veste, da nimam pojma, da to pa nekako ne bi rekla. Jaz si samo upam, da ko vstopite v nek prostor, ki smo ga sooblikovali, ali z neko muzeološko zgodbo, ali z umetnostjo, kar zelo radi, sploh ta prostor, ta prostor ni vsako leto poln, nima vsako leto razstave. Ko pride nekaj naproti, takrat v bistvu imamo ta privilegij, da v bistvu nismo galerija samo po sebi, ampak da lahko nekako, ko pride neka dobra zgodba, ko je mogoče jaz tudi kot direktorica začutim s tistim, ki jo ponuja, da lahko potem to tudi naredimo. Tako da bolj to zdravi mene očitno, Ja. Tudi malo, nihče ni imun na umetnost ali pa na njena sporočila. V umetnosti ženskega spola se ukvarjamo z intuitivnim slikarstvom, se pravi, govorimo o določeni temi, odpiramo različna področja in potem prepustim ženske v skupini, da slikajo ob glasbi tako, kot si zaželijo, oziroma tako, kot jih umetnost ali pa barva, kot jih nagovori, kot jih pokliče. Po drugi strani, se pravi, umetnost zbuja intuicijo, če je slučajno nam zaspala, ali govori skozi intuicijo, umetnost nastaja skozi intuicijo. Kako je pa z intuicijo, ko si direktor muzeja ali pa galerije? Se vidi, da sem to še dogovorila, da če pač pride neka dobra stvar naproti, se potrudimo, vmes pa je ta program seveda s toliko faktorjev sestavljen. Tako da, to se mi dala zdaj zelo težko vprašanje. Zato, ker je toliko plasti tega dela, veliko tudi recimo mi, ki smo ustanovljeni strani 4 občin, zelo gledamo, da je vsaka občina zastopana, tako zelo neromantično je to zdaj, tako da je težko odgovoriti. Se trudimo, da je eno in drugo, se pravi, da nekaj, kar je zaznati, da se družba s tem ukvarja, to se mi zdi zelo pomembno. Je pa res, da recimo to, kar ti počneš, mogoče ni še naša pot, oziroma je pot v tem smislu, kot je danes, da se sestavlja ene zgodbe in to se mi zdi zelo pomembno. Da pač mi vemo, do kje lahko pač pridemo mi, potem pa seveda odpremo vrata tudi drugim. To se mi zdi najpomembnejše. Super, hvala. V skupini ali pa v pogovorih o umetnosti, v delu z umetnostjo pomagam ženskam, da se izrazijo, da se zavejo same sebe, oziroma da skozi barvo odkrijejo, skozi slikanje, skozi potezo odkrijejo, kakšen potencial v sebi nosijo, kaj želijo narediti in tako naprej. In tukaj je ta ženski del zelo prisoten, izražanje, ustvarjanje, pogovor, tkanje vezi, to so vse zelo ženski elementi. Ampak ko se pa kot ženske želimo postaviti v zunanji svet, to gremo pa iz notranjega, tako kot zdaj te kleti, tega intimnega prostora, treba pa ven stopiti na svetlobo, na sonce, takrat pa moramo vključiti ta moški element. In se mi zdi, da kot direktorica ene galerije, muzeja, moraš imeti oba elementa precej v balansu. V tem našem okvirju pa se stvari realizirajo naprimer na ta način, kot je pri Lidiji. Lidija je z mano bila v barih ciklih, ko je začela ob slikanju se razvijati, oziroma Lidija je bila pesnica že prej, ampak je ta poezija dobila ene posebne vrste zamah in je potem izdala pesniško zbirko. In zato, da je izdala to pesniško zbirko, je morala konkretne korake narediti s tem moškim drivom. Tukaj sem, to želim, takole se bo naredilo, struktura, urnik, številke in tako naprej. No in z moškim delom nas Tajda nagovarja na elipsah. Na teh elipsah so upodobljeni 4 jezdeci
apokalipse, kako jih Tajda vidi, bo povedala v posnetku. Zdaj pa, Nadja, zato ker nas malo časa omejijo, ga bom mogoče malo skrajšala, pa ti bom dala znak. Bojo pa te posnetki, s Tajdo smo snemali 15-minutni pogovor, pa je nastalo 2 uri pogovora, tako da, ko bodo te posnetki obdelani, bodo na YouTube oziroma bodo na razpolago in takrat boste vabljeni jih poslušati in gledati. Se ni uresničilo že, ampak rečem pa, da so zelo specifično pa že vsi nekako imeli, bom rekla, ne samo da to paniko tega konca sveta, ampak so probali povedati, kaj delamo narobe in zakaj se bo zdaj to končalo, kaj so te napake, kaj bo bil razlog. Ena izmed teh zgodb je tudi v krščanski veri, da je zgodba pač 4 apokalipse, v bistvu, ki pridejo že čisto na koncu, ko je že Armagedon in se že svet končuje. Te 4 apokalipse, če prebereš, kaj so, se zdijo, zelo se strinjamo, lahko danes, da jih vidimo. Ne? Se pravi, prva vojna, druga lakota oziroma poguba zemlje, pustošenje. Tretja je požrešnost oziroma zavladovanje oziroma osvajanje in ponovadi parih oseb, ponovadi ljudi in pa zadnja smrt, ki tudi je neko gonilo, bom rekla, za vsako stvar, ki jo delamo. Strah pred smrti, bom rekla, pa če bolj gonilo. Te koreniki, jaz sem jih želela predstaviti spet preko nekaj svojega pogleda, neke svoje interpretacije. Večino izhaja iz neke moje zbirke, mojega notranjega kolaža, bom rekla, nekih vizualnih slik, ki sem jih potem uporabila, da sem ustvarila vsako posebej. Zdaj, ko jih pogledaš, izgleda, kot da so jih 4 različni umetniki naredili, ne mogoče tudi. To je prva stvar, ko mi kdo reče, kjera dela so pa ti naredila, ne, vsa so moja. Vem, da so čisto različni stili, čisto različne tudi tehnike skoraj, ampak to je bil tudi point, ne, da mislim, da danes v umetnosti do umetnikov taka neka zahteva, neka konsistenca, prepoznavnost in jaz sem se absolutno odrezala od tega in mogoče jaz se vidi v stilu, se ne moramo bežati samo svojim rokam, svojim sposobnostim, ampak še vse sem želela, da vsaka predstavlja čisto nek svoj svet, svojo stvar. Recimo na hitro, da povem o vojni, ta je nastala prva. Tu noter sem največ inspiracijo dobila seveda od barva vojne, to je rdeča, ki je tudi barva korenika, ki pride. In to je barva krvi, barva življenja, barva smrti, barva vojne, barva agresije, barva pač vse to po sebi že pove. Kot nek monokrom je zelo s tem nagovarja. Motive, ki sem pa jih uporabljala, pa sem morda prepoznavni komu, morda pa komu ne, ampak ta v sredini je tarča. Ta tarča je podobna na večjih aparatih za ubijanje, za pištol, bom rekla, do dronov, do vojaških avionov, vse imajo točko, kjer lahko čez njo pogledajo na bojišče in pač streljajo. Tukaj smo mi postavljeni kot nekak v ta položaj, kjer mi gledamo skozi to tarčo, na neko fantazijsko bojišče, bom rekla, spodaj lahko prepoznamo mogoče grupe ljudi ali podvrti, ne vem, vsako pogleda noter si lahko v bistvu zamisli, v kaj gleda, no, ampak ja, ostale funkcionirajo na čez drugačen način, spet ne, se moraš postaviti pred njih in moraš v njih sam poskusiti videti, kaj vidiš v tem osnovu. Prav v temu se mi zdi dodana vrednost ali pa pomembnost tudi
pomembnost tvojih del v tem, da ustavljajo obiskovalca in ga nagovarjajo v nekaj, čemu se v zadnjem času pravi slow watching, slow food, da počasi konzumiramo, ne v tistem negativnem smislu, ampak res, da pustimo, da se nas stvari dotaknejo, da nas nagovorijo, da počasi opazujemo detajle, da odkrivamo stvari. Tako, in s povabilom k temu počasnemu opazovanju bomo ta posnetek prekinili, potem, ko bojo lučke spet vabljali k bolj podrobnemu opazovanju. V nadaljevanju smo govorili tudi o tem, kako tudi v teh 4 elipsah lahko vidimo tudi drugo plat. Rdeča barva je seveda barva tudi ženske, ki je fatalna, ki je polna življenja, ki je strastna in tako naprej. Na kakšen način lahko umetnost odpira vrata, nastane z enim namenom, potem se pa bere naprej čisto glede na vsakega posameznega opazovalca in obiskovalca. Eno vprašanje. Ta razstava je nastala kot odziv na Zgornjo dvorano, tako skrajšano, poenostavljeno rečeno, v dialogu z slikarjem, v dialogu z Zgornjo dvorano. Ko pa smo enkrat tukaj, pa vidimo, da dejansko je lahko sporočilo tudi to, da moramo najprej skozi svoje lastne esence iti, skozi svoje lastne vprašanja, dvome, strahove, žalovanja in podobne reči, da se lahko dvignemo v sfere, ki jih pa recimo sporoča ali pa priporoča Zgornja dvorana. Tako da je na koncu taka zanimiva igra nastala, kaj je bilo prej, kura ali jajce. Se pravi, kako, bi kaj komentirala ali ostalega pri tem? Ne, bi komentirala. V bistvu je zanimivo, da sta Frančišek Remb, je bil star 28 let, in Tajda isto leto, ampak tukaj je bila pa Tajda v prednosti. Frančišek Remb je delal po nekem programu, ki je bil program nekega tistega časa in naročnika. Tajda tukaj ni delala po programu, v bistvu lahko je naredila, kar je hotela s tem prostorom in je drugače. Seveda ni imela financ enakih, kot jih je imel najbrž, ni imela delavnice, kot je imel Remb, veliko različnih stvari, ampak hkrati je bila pa ona za moje pojme bolj svobodna. In je tukaj bil Remb bolj omejen in vprašanje, kaj bi Remb naredil, če bi imel ta prostor enak, in bi bil lahko svoboden in bi lahko zbral zgodbe, tako kot je Tajda si lahko sama zbirala. Seveda je potem vseeno se navezala, ker je tudi Zgornja dvorana nagovorila in potem se je dala vsaj te dve Sireno in Meduza, pa potem seveda jezice Apokalipse. Ampak ni bilo naročilo, ni bilo te vrste. Ona je dobila dvorano, te svoje umetniške roke, in je lahko načeloma vse naredila, sem poslikati, je ni mogla, recimo, On je pa težko je pa za meni dialog, bi rekla, uspel, za moje pojme, ker seveda živimo v 21. stoletju in ona sicer se sprašuje o teh zelo klasičnih ženskih vprašanjih, hkrati pa je skozi umetnost tudi bolj svobodna. Drži, hvala. In s tem tudi vemo, da smo šli v času naprej, iz strogih programov v več svobode, v še nekaj, kar je za Tajdo zelo pomembno, v domišljijo, v fantazijski svet in v svet narave. Tudi tukaj, v tej kleti smo nekako potopljeni noter, pogovarjali smo se o tem o materi zemlji, v votlini, Jung bi rekel, da smo v maternici, kjer se vse dogaja, kjer je prostor fantazije in hkrati prostor varnosti in tako naprej. Pa bomo tretji posnetek, Nadja, bomo preskočili, ker nas čas malo preganja, ampak bomo pa šli v prostor fantazije, v domišljije, intuicije, v vrelec besed in sicer z Lidijino poezijo. Lidija Pirc je profesorica nemškega jezika na srednji šoli v Kranju. Predtem je dolga leta poučevala na srednji oblikovalski šoli, bila kolegica z Matejo. Je pa
presega okvirje klasičnega profesorja, zelo zanimiva ženska, ukvarja se z radiestezijo, ukvarja se z branjem kaplje krvi in še kot v diagnostičnem smislu in še za celo vrsto zelo zanimivih reči. Je tudi, seveda, zaradi tega danes tukaj poet, poetinja in vas bom kar prepustila v relsu njenih besed. Bi pa samo povedala še 2 stavka o načinu, zakaj bodo tule zadaj slike. To bodo slike iz naših delavnic, zdaj Lidija tudi sama nadaljuje z slikanjem. Najprej se pogovarjamo o določeni temi, potem ženske ob glasbi, ta skupina žensk slika, vsaka po svoje, vsaka v svojem stilu. Ponavadi začnemo tako, primite čopič in začnite delati ali s čopičem ali z materialom, ki vas pokliče, kar vas pokliče. Skratka, intuitivno izražanje razvijamo in potem iz tega nastane pesem, nastane poezija. Ponavadi je nastala kak dan kasneje, se pesem oblikovala, zdaj pa, ko je konec delavnice, Lidija že reče, lahko preberem svojo pesem. Lidija je pred kratkim izdala zbirko svojih pesmi, nastalih na ta način, imenuje se Jagodno nebo in te bom prosila, da na koncu prebereš tudi Jagodno nebo. Pesmi, ki jih bo pa prebrala danes, so pa že nove, tako da je že skoraj napolnjena že tudi naslednja zbirka. Tako da izvoli in nam predstavi prvo pesem. Tudi zraven je ena slikca. Naslov te prve izbrane pesmi je Divja hči. Pripravljam se dan in noč, popravljam svoje vzorce. Nisem znala drugače kot na prijazen način. Čakala sem te svojimi darovi. Čakal si me s svojimi ranami. Privrela sem sveža iz dna izvira, ki ga ni bilo na tvojem zemljevidu. Nadaljujeva, kjer sva končala. Ti še nežno spiš, tako izžet. Objela bom tvoje drugačne noči od mojih. Pritajeno stopam, da bi ne opazil. Preveč, prehitro, neverjetno. Ne prestraši se globine, višine, jakosti, hitrosti. Oblikoval si me nekoč. Pozabila nisem niti skozi prelete zvezdnih spiral. Vedo to polja, ki rojevajo zrelo klasje. Vedo to ptice, ki so ponesle vse te slike zate. Vedo to vetrovi, ki so vzvalovali zlata polja v melodijo. Vedo to ledene ploskve v sredini. Tam je zapisano tvoje ime. Vedo to bogovi, ki poznajo najino zgodbo. Ganil jih je napev tvojih gosli v nekem času. Moj nežni glas ti je odpel v drugem času. Ko milostna volja stopi čez ozko brv na nedokončano pot, se zopet srečava. Gledava v stran, a vidiva isto stvar. Deroče je življenje, spojiva se z reko, ki naju nosi, kot bi bila 2 kapljici drobni. Sonce posuši enkrat eno, enkrat drugo. Združena v stvarstvu vodnega kraljestva kroživa po svetu. Jaz sem blatna luža, ti si studenec gorski. Nato sem jaz spet mogočna reka in ti slepi rokav. Zdaj en, zdaj drug je ta in oni, a se vedno prepoznava. Zažariva v sončnem žarku, se spustiva, se dvigneva, vedoč, da to je igra sonca z vodo. Le oči izdajo, da to vedo. Za druge bi ne mogla to priseči. Kot voda pripravljam teren, čakam, da pritečeš od nekod, ni važno, jaz sem za tebe konstantno tu. Super, hvala. Lidija, skozi pisanje te poezije oziroma na ta način smo se pogovarjali, enkrat prideš v stik s seboj in odkrivaš oziroma odpreš en vrelc, iz katerega potem pride množica besed, za katere niti ne veš, da so obstajale v tebi in se spesnijo v obliko. Zdaj bova nadaljevali drugi pesmi, ki ima naslov Želva, je tako? Druga je Zima. A je Zima, okej. Potem pa nadaljujeva kar z Zimo. Zima. Kako se vsakič znova bela spokojnost približa meni.
V zimski krajini izpraznim vse prenatrpane kotičke. Oni so še vedno tam spodaj, z vso to belino so nežno prekriti. Smehljajo se črno obteženi, pritisnejo me z vso silo ob tla. Hvaležna sem za najmanjšo moč, ki se je oplemenitila v stiku z mojo sekvenco. Prerajala in prerodila me je tiha spremenljivka vseh zemeljskih in nebesnih teles. Kot gosenica sem se najedla vseh možnih vrst listov, mesnatih, poroznih, žilavih, posušenih. Preživela sem zaprta sama vase. Črpala sem vse dovoljeno in nedovoljeno zelenje. Vso elastičnost sem potrošila za presnavljanje tega balasta. Težko je prebaviti vse ostalo anorgansko navlako, kako se pregristi skozi nemogočo džunglo. Ustavljena sem mnogokrat iskala neobstoječe smeri. Vse kokoši se zapodijo v gosenico, hrana sem drugim. Pustila sem se z veseljem pojesti, ljubke so mi živalice. Koristno je bilo porabljeno moje belo meso, krog je bil sklenjen, zopet sem se znašla v belini, našla sem sebe, bela na belem, v soncu se svetijo kristali snežnih iglic. Počivala sem z odprtimi očmi, ker sem se bala zaspati. Čakala sem hladno noč v temi, ker sem bila presvetla za ostale. Generator usmerim zdaj vase, globoka je tema, še posebej, če nekdo močno posveti vanjo. Lepo je, če svetiš za druge, a predvsem se imaš pravico posvečati sama sebi. Če sebi ne boš svetila, se boš izgubila, so mi rekli vodniki. Prišel je tvoj beli čas, niso vse tvoje sence moje. Odmaknila sem se iz gozda, da bi bilo jasno na belem, kako dolga mora biti moja jasnina. Ne vem, kresnička preleti modro, rdeče, rumeno, zeleno, oranžno, vijolično, črno. Ko pride nazaj v belino, ne ugasne, marveč počiva med brati in sestrami. Zato je potrebno sonce na toplem in hladnem, skozi različna ozadja me spremlja, zdaj sama je v ospredju, če tudi v presvetlem prostoru je videti ni. Lahko sem sigurna, da nekje sveti še dalje, za nekoga nekje, ki deli z njo svoj letni cikel iz ljubezni do ugank življenja. Hvala, in zdaj bomo šli z naslovom, je zelo tak domišljijski, iz otroškega sveta, kaj vam pomeni beseda pirati, na kaj pomislite, ko slišite na pirate. Ja. Svobodo, akcijo, drznost, zaklade in tako naprej. Ja, sem pač v tej sliki, ki sem jo naslikala, pač gledala pirate, ne? Mogoče so tudi s Karibov. Za zaprtimi vrati je morje, v zaprti duši je prhutajoča ptica. Za zaprtimi usti je resnica, za zaprtimi očmi je zimzeleni vrt. Opusti vsako upanje, da ga za hip pokrotiš, lahko ga prirezuješ, oblikuješ. Odzval se bo tvoji roki. Zazdela se ti voda je začasno tvoj, kot je morje v zatišju. Rasti skupaj s semeni iz ogrete zemlje. V semenu je matrika cveta, v humusu je vse dano skrito. Neznatno seme je videti nebogljeno, kot moje zaupanje, ki naleti na tvoje sonce. Tvoja tema je toplo znana, domača, padam v tvojo zemljo. Drobno seme ve, kaj narediti. Kajček življenja se obrne proti soncu. Prijazna tema ga je porodila in ga razprla kot dežnik v svet. Vse ločnice je odneslo v novi red, dovolj počasi, da je neopazno, vse mehko, zaobljeno, v prekipavajočem ritmu barv. Je cvet gledalec in sem jaz njegovo novo seme, včasih sem rasla za ograjo, potem hotela sem v svet. So ptice me ponesle na valajoča polja in sipine, ker čas se je ustavil in bila sem sama pesek. Naprej so vetrovi me odpihnili na obzorja, kjer se ali utopiš ali preživiš,
Ustvariš si začasno ladjo, ker iz kopnega vsega pomalem. Mi smo pirati, mi smo ukradli vse zaklade, jih zakopali, pozabili, spet odkrili. Le seme je isto, ki vsaki mali špranji polepša mali in veliki vrt. Odpira vrata, usta izgovorijo, oči pogledajo. In duša poleti proti morju in ukrade delček življenja, ki pač vzame, kar se odstira. Hvala. Ko gledate te slike, moram še nekaj povedati, kako dejansko nastane ta impuls, iz katerega nastane slika. Ne? Ko slike nastajajo, dejansko samo slika nastane. Potem pa Lidija ali pa mi skupaj, ko si delimo izdelke, prikažemo na drugi, kaj je nastalo v eni posamezni seansi, Lidine slike se vedno obračajo. Ne? Sliko lahko gledamo od zgora, mislim, lahko gledamo na eno stran, na drugo stran, skratka z vseh 4 strani in takrat se pokaže en motiv, ne nam, ampak Lidiji in potem ga Lidija kuha vse. Zdaj, kot sem rekla prej, zdaj se to zgodi že v 15 minutah. Včasih potraja malo dlje časa, da se v navednicah rečeno stvari potenstajo in potem nastane poezija. Tale naslednja pesem, ja, je pa nastala na tisti dan, ko smo z Lidijo prvič obiskali skupaj tole razstavo in smo se dlje časa zadržali v zadnjem prostoru. Iza tančice. Jaz berem drugače kot drugi, vidim druge povezave, slišim ostale neizpodbitne frekvence, tipam svoje brazde s preteklostjo in nekje so že stkane fine niti iz prihodnosti. Čutim te kot mogočno veličino mojih manjkajočih sestavljank, vonjam podobno kot instinktivne živali, prepoznam barve kot čebela, odtenke rožnih palisandrov, zaznavam sporočila mojih ljubih prednikov, ki mi dajo signale za naprej. Oklevam, naj bom zavezana k molčečnosti ali naj razkrijem, kar se mi je razodelo. Zame to ni to, kar drugi menijo, jaz te poznam iz časa pred časom. Tako domač si mi svoje nemogočo težko usodo, ker te je obtesala vzame skladen lik po umetniškem navdihu. Prezrt stojiš tu, a jaz sem tik za tvojim srcem, ne moreš mimo mene, ker si v moji duši odnegdaj vedno prebival v svetli in temni polovici ozadja in ospredja. Hvala. V Tajdini umetnosti sta dva elementa zelo podobna. V prostoru smo že veliko govorili, o času pa malo manj, ampak vseeno je čas zdaj tista komponenta, ki nas preganja. Zato, Lidija, bomo zdaj zaključili. Mogoče, če imamo samo še 3 minutke, če si lahko vzamemo za Jagodno nebo, ki je naslovna pesem zbirke, o kateri smo govorili prej. Jaz sem predvidela še 2 taki mali intervenciji, kjer bi bili vi malo bolj aktivni, ampak zato je poskrbela že umetnica pred mano, ko smo mrmrali in peli vokale, tako da bi mogoče zaključili današnji večer z pesmijo Jagodno nebo, ki pa nima slikce zraven, ker je na platnici zbirke. Nastala je tudi sred poletja, pa verjetno so bile takrat jagode na vrtu. Jagodno nebo. Premalo je barv na mojem temnem jedilniku, zato snamem pobledele zvezde in natrgam limonino rumeno. Jagodno rdeče, višnjevo vijolično, oranžno od oranž, zeleno od bujnega rastja, modro od kraljevskega safirja, rožnato od bombonov, zlato od klasja. Nanesem pike tempera barv, odtiskujem, prepogibam, dokler se v živahnem pogovoru barve ne preslikajo na belo poloblo neba, nad nami in oživijo jagodno nebo. Občutki medene rose vzplapolajo po mojih žilah, oči se pasejo nad bogastvom kričečih pack.
Srka mehko zaobljene meglice naznašenih besed, ki budijo v meni neznane radostne zametke. Tako bi moralo biti vsako uro v rožnem vrtu, tako bi moralo biti vsako noč v globokem snu, tako bi moralo biti življenje v kratkem preletu nad zvezdami, tako bi moralo imeti vsako dejanje sladko jedro in duša svoj pokoj. Tako drobne kapljice na moji črni žlici presvetlijo ta milni trenutek, raztegne se mehurček navznoter. Če samo enkrat ozreš skozi neznatna vrata ta žar, ostaneš paraliziran za vse običajne, sive nenorosti. Hvala, Lidija. Če bi želeli spoznati še več Lidijinih pesmi, ima nekaj izvodov v svoje zbirke s seboj. Zelo pomembni danes so tudi simboli. Začeli smo z pesmimi napolnjenimi z simbolnim pomenom cvetic. Na sredini je ena tajdina položena elipsa za razliko od vseh teh pokončnih in že položena elipsa je simbol za trenutek v času, ko se ustavi. Je v bistvu oklepaj pa 3 pikice noter, ki nam daje tisti čas za razmislek. Se pravi, ko se po stopnicah spustimo v ta prostor, vidimo najprej elipso, ki nam pove, tukaj bomo malo čas ustavili, zato da pridemo v stik s seboj, da se ustavimo. In predno odidemo iz tega prostora, gremo spet mimo elipse, ki se na ta način poslovi od nas. Zdaj pa premislimo o tistem, kar smo videli. Je pa tudi na tej del te razstave še en prostor, ki sem ga omenila prej, to je tam zadej v severovzhodnem stolpu, prostor z tenčicami. Tenčice in te težke, debele, močne stene so nekako odslikava tega, kar nam tajda ponuja. Nežen ženski svet, recimo z težo ali pa z zahtevnostjo življenja. Zahtevnost velikih slikarskih podvigov, pa nežna natura umetnice same. Tajda je ta prostor poimenovala Dream Sequence, se pravi, poznamo ga iz filmov, kjer je ta sekvenca iz sanj, ki se pojavi, ona je navedla recimo Fellinija. In zaključujem s tem delom in sicer je povezan spet z današnjo nočjo, z kresno nočjo, ko so pomembne sanje. Sanje govorijo v simbolih, sanje tako kot umetnost nas nagovarjajo z asociacijami, z simboli, nas tudi zdravijo in prinašajo rešitve. Tako da želim vam danes prijetne sanje, razmislite o simbolih, ki vas bojo skozi njih nagovorili in družite se z umetnostjo čim več, ker umetnost osvobaja, umetnost opolnomoča, umetnost nas zbuja, prebuja, nagovarja in nam v glavnem sporoča dejansko same lepe stvari, tudi takrat, ko govori o tako težkih vsebinah, kot so tele 4 jezdeci, kot so skulpture. Vse ima svojo svetlo in temno plat in v tem smislu zaključujem današnji večer, ki sem mu dala naslov 4 ženske, ena zgodba. 4 ženske, ki se z umetnostjo srečujemo vsaka na svoj način. Tajda, ki je seveda glavna danes v tem večeru, čeprav odsotna, in pošiljamo pozdrav v Švico kot umetnica, zelo angažirana umetnica, razmišljajoča mlada umetnica. Alenka, ki se z umetnostjo ukvarja na svoj način kot direktorica muzeja in kustosinja in kuratorica razstav, Lidija kot pesnica in jaz, ki se gibljem v področju umetnostne zgodovine in skozi to območju tiste umetnosti na ta način, ki je zdravilen, se pravi art terapije. Hvala lepa za vaš obisk. Želim vam še prijetno nadaljevanje današnje muzejske in hkrati kresne noči. Hvala Alenki, Tajdi in Posavskemu muzeju, ki so dali prostor temu dogodku in umetnosti, ki je ženskega spola. Hvala lepa tudi Mojci. Bomo še imeli kakšno tako aktivnost, tako da se zelo veselimo. Zdaj vas pa vabimo na dvorišče na pogostitev. Potem se bomo pa vrnili spet nazaj na baročne čase, vas vabimo v dvorano nad nami,